Dobro jutro, tukaj je Valentin. Ura je 10 do 8. Danes je deževalo, še vedno malce kaplja iz dreves, ampak bom kljub temu riskiral tole posneti brez dežnika. Se je pa naredila zanimiva meglica nad Nabrežjem. Prvič opazim ta pojav nad reko. No, danes bom pa govoril o boleznih, o ozdravitvah. Bolezni so kompleksna zadeva, so različni vzroki za to. Zato si prosim za poglobljeno razumevanje tega preberite dodatne informacije, ki jih bom napisal pod opisom tega videoposnetka na YouTubu. Spregovoril bom torej samo o določenih pogledih na to zadevo. Nekdaj so obstajala v stvarstvu različna bitja, različne rase bitij in vsaka rasa je bivala na svojem planetu. Potem je pa prišlo v zgodovini do stvaritve oziroma umsko-zavestnega sistema, za katerim se je bitja zasužnjilo, in potem se je tudi na tem planetu odločilo, da bo ta planet neke vrsta ječa, in zgradilo se je človeško fizično telo in sedaj nekako bivamo v treh komponentah obstoja. Obstajamo mi kot živo bitje, ali kar nekdo reče duša, torej tista večna, čeprav v resnici ni večna pojavnost, torej naša mi kot individualizirana oblika življenja. Ampak obstaja tudi tako imenovana duhovna smrt, torej nobeno živo bitje ni popolnoma večno, so cikli in lahko živimo seveda zelo dolgo časa kot bitje, tisoče, milijarde let mogoče, in se večkrat pogosto inkarniramo v fizična telesa. Torej, mi smo zdaj v fizičnih telesih inkarnirani, smo pa še inkarnirani oziroma obdani z umom oziroma umsko-zavestnim sistemom, ki je bil zgrajen kot sistem zasužnjevanja in nadzorovanja in vodenja nas kot bitij, ki so inkarnirana v teh fizičnih telesih, in to z namenom, da bi preko notranjega konflikta proizvajali določeno vrsto energije za napajanje duhovnih dimenzij obstoja, da lahko obstajajo naprej. In v povezavi z tem so se tudi začele pojavljati bolezni. Človek lahko zboli zaradi različnih razlogov. Lahko je to neka pomanjkljiva, nepopolna prehrana, lahko se zastrupi, lahko je kakšno strupeno sevanje. Različni razlogi so, ampak zelo velika večina razlogov za bolezni so pa tako imenovane psihosomatski vzroki. Torej, bolezni izhajajo iz uma, iz naših miselnih vzorcev. In tisto, kar mi imenujemo bolezen, je samo fizična manifestacija skrajnih posledic pogostega in dolgotrajnega dopuščanja eno in istega konfliktnega miselnega vzorca. Torej, bolezen se ne pojavi kar iznenada, ampak v določeni zgodovini našega življenja smo se odločili živeti po nekem prepričanju, ki ni v skladu z realnostjo, ki ni v skladu z univerzalnimi zakoni stvarstva, in smo začeli živeti
po tem prepričanju in si ga oklepati in ga držati. In zaradi tega prepričanja, verovanja, ideala smo začeli ustvarjati konflikt v umu. Posledica tega pa je proizvajanje energij, ki jih mi zaznavamo kot čustveni občutki, in te energije srkajo življenjsko silo iz fizičnega telesa. V nekem smislu rudari naše fizično telo. In posledično pride do propadanja fizičnega telesa. Fizično telo ima sicer sposobnost regeneracije v določeni meri, ampak če je to črpanje življenjske sile iz fizičnega telesa zelo intenzivno, če dolgo časa in pogosto delujemo po eno in istih miselnih konfliktnih vzorcih, potem se telo sesuje in pride do pojava bolezni, do prehladov, do vročine, do manifestacije tumorjev, rakov in podobno. In potem, ko iščemo ozdravitev, ko želimo se pozdraviti, v prvi vrsti naša medicina oziroma farmacija ponuja rešitve. Potrebno je razumeti, da zdravstveni sistem, kot je sedaj, je zgrajen predvsem za to, da se ščiti interes kapitala. Farmacevtska industrija je tako za vojaško industrijo najbolj dobičkonosna industrija, ker je to industrija prevare. Industrija zaslepljevanja, laganja ljudem in pretvarjanja, da obstajajo vzroki za bolezni izven nas. Kajti pred nekaj stoletji, ko se je odkrivalo, kaj je vzrok bolezni, je recimo Louis Pasteur, po katerem se tudi imenuje ta postopek pasterizacije, torej steriliziranje snovi s tem, da se kuha pri visoki temperaturi, s tem, da se pobijo vse bakterije. On je naprej mislil, je zagovarjal teorijo, da pač so virusi, bakteriji, zlobna bitja, ki nas brez kakršnega koli vzroka napadajo in sesuvajo nas in povzročajo bolezni. Ampak potem je na svoji smrtni postelji prepoznal tudi tisto, kar so njegovi sovrstniki govorili, da celotno stvarstvo, vsa živa bitja delujejo v popolni harmoniji, v medsebojnem podpiranju. Da smo vsi tukaj na tem svetu v eni realnosti, da si moramo vsi deliti en svet in da lahko obstajamo samo, če harmonično delujemo. Ampak farmacija nam še zmeraj preko oglasov govori o tem, da ne obstajajo zdravila za določene bolezni, da še vedno iščejo zdravila za raka in podobno, namesto da bi razkrili, da dejansko obstaja že več kot 100 različnih preizkušenih delujočih zdravil za raka in tumorje in tako naprej. Poleg tega pa tudi dolgoročno samih vzrokov za bolezni se pa ne da pozdraviti za nekimi substancami, ker osnovni vzrok za pojav bolezni je naše sodelovanje v umu. Um je princip razdvajanja od fizične realnosti v tem trenutku in nam omogoča neko iluzorno paralelno realnost. Edina realnost, ki v resnici obstaja, pa je univerzalna fizična realnost, ki jo vsi živimo tukaj in sedaj v tem trenutku. In potem so tudi tako imenovane duhovne poti ozdravitve, ko so določeni ljudje, ki se predstavljajo kot duhovni zdravilci, ki imajo to moč, kot je recimo Jezus, Sai Baba, Bruno Groningen in podobno, ko ljudje potem molijo k tem bitjam in jih prosijo za ozdravitev. Zakaj v bistvu s tem, ko neka oseba moli k takemu bitju, ko gre v ko se predaja in ki se potem predstavlja, da te osebe preko energij posegajo v njegovo telo in odstranijo bolezen. Tak odnos pomeni v bistvu
jaz nisem odgovoren za moje bolezni, prosim, naj nekdo bolezni odstrani zaradi mene, ker so bolezni nekaj, kar je krivičnega, kar si ne želim, kar nisem zaslužil in so prišle v moje telo po krivici. Torej, v bistvu, ko prosiš za to, da nekdo izven tebe te ozdravi, v bistvu rečeš, bil sem sebičen, ne zavedam se tega in nočem se zavedati, prosim, odstranite posledice moje sebičnosti, da bom lahko še naprej sebičen. Ker pa v bistvu noben drug ne more nas pozdraviti kot mi sami in vse bolezni izhajajo iz uma, ker so posledice sesuvanja našega fizičnega telesa zaradi uma, ker srka energijo iz našega fizičnega telesa. Potem to naše dejanje spretno izrabi za sebe in navidezno odstrani določen bolezenski simptom, zato da bi mi mislili, da smo ozdravljeni. V resnici pa samo prestavi bolezenski simptom na drugo mesto ali na kasnejši čas. Zato vse te ozdravitve, ki se pojavijo skozi neko priprošnjo za obračanjem nekomu izven sebe, pridejo potem nazaj. Vse bolezni se potem večinoma zopet zmanifestirajo na drugačen način in celo v hujši obliki. Zato nihče izven nas ne more ozdraviti nas, ker mi smo sami odgovorni za naše lastne bolezni. Za tem, ko sodelujemo v umu, ko nočemo upoštevati druga živa bitja kot enakovredna, ko se nočemo zavedati, da se vsi delimo eno samo realnost. Sleherno dopuščeno mislijo v našem umu in za sleherno čustveno reakcijo se odpovedujemo tej naši lastni odgovornosti. In bolezni so v bistvu učitelji, ki nas pozivajo k temu, da bi se zavedali te svoje lastne neodgovornosti. Bolezen je prijatelj, ki ti pravi, poglej stari, serješ ga, razdvojen si v umu, spametuj se, spremeni se. In ne moremo se spremeniti kar tako, da rečeš, ok, zdaj bom pa priden, zdaj ga pa ne bom več sral, zdaj sem pa ljubezen, zdaj sem pa svetloba. Ker tako ne gre, ne. Tisto, kar smo mi, smo skupek številnih tisočev miselnih in vedenjskih vzorcev, ki smo jih sprejeli vase, ki so postali naš samostojni podzavestni sistem odzivanja, naš operacijski sistem. Sestavljeni smo iz številnih programskih kod, iz številnih prepričanj in ne moremo kar vse te konfliktne miselne vzorce odstraniti iz sebe s tem, da rečemo, ok, zdaj pa vse, kar je v konfliktu z realnostjo, ne izgine iz mene, nočem tega več in bo to magično izginilo. Ali pa da stopimo do nekega človeka in mu rečemo, pozdravi me, in potem bo ta človek magično odstranil iz sebe vse te tvoje lastne miselne vzorce. Tako ne gre. To ne deluje. Deluje edino tako, da prevzamemo lastno odgovornost za sleherno našo to prepričanje, ki smo jo sprejeli v sebe. In to je možno narediti samo preko sistematičnega, potrpežljivega, natančnega ozaveščanja vsakega miselnega prepričanja. In to se najbolj učinkovito dela z uporabo pisanja. In za ta namen smo razvili brezplačni uvodni tečaj DIP Lite, ki ga imam tudi napisanega pod opisom tega videoposnetka. Zato tisti, ki želite trajno ozdraveti, psihično in posledično tudi fizično, da se resno polotite ozaveščanja in samoodpuščanja sprejetih konfliktnih miselnih vzorcev. To vam je edina odrešitev, vse ostale duhovne ozdravitve, kjer iščete, da bo nekdo namesto vas
počistil sranje, ki ga vi sami ustvarjate zaradi lastnih konfliktnih miselnih vzorcev, to ne bo delovalo. Lahko se samo slepite, lahko vas samo slepi, vam daje potuho, ampak dolgoročno to ni rešitev. Dolgoročno je, da se vsi uskladimo z principom enakovrednosti in enakopravnostjo vseh živih bitij in da počnemo tisto, kar je najboljše za vse. Da smo v vsakem trenutku zavedani svojega dihanja, da smo tukaj, da se osvobodimo uma in da se integriramo z fizičnim telesom. To je edina dolgoročna trajna ozdravitev. Tako da prej, ko boste to dojeli in to sprejeli, bolje bo za vas. Hvala za pozornost in nasvidenje.